Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o svoji izkušnji, predvsem intenzivnega dela z računalnikom. In računalnik je po eni strani odlično orodje, ker se lahko z njim marsikaj naredi. Omogoča komunikacijo na daljavo, pisanje besedil, obdelavo fotografij, montažo videoposnetkov, programiranje, izdelavo spletnih strani in še bi lahko našteval. So torej poklici, ki so vezani na računalnik, oziroma je vse manj poklicev, kjer se sploh ne uporablja računalnika. Računalniške spretnosti in veščine se pričakujejo sedaj od vsakega, ki nastopi neko delovno mesto. Je pa računalnik eno tako orodje, ki je precej različen od neke fizične realnosti, kljub temu, da je pač hardware fizični predmet, je pa software, torej operacijski sistem, programska oprema, precej drugačna od fizične realnosti. Ne obnaša se kot snov, temveč se obnaša bolj podobno kot naš kot naše misli. Praktično smo računalnik naredili na osnovi našega uma, da bi nam pomagal zaradi naših omejenih umskih sposobnosti. Lahko torej uporabljamo računalniško opremo kot pripomoček za svoje življenje, da nam določene stvari olajša. Lahko pa nam uporaba računalnika tudi marsikaj oteži. Ker je tako univerzalen medij, se lahko z njim človek tudi zasvoji oziroma izgubi stik z fizično realnostjo. In to opažam tudi pri sebi, ko uporabljam računalnik tako za načrtovanje, kot za elektronsko pošto, kot za številna druga opravila v povezavi z mojim poslom. Hitro se zgodi, da te kakšna stvar potegne, še posebej kakšna spletna socialna omrežja, kakšni videoposnetki, igrice, celo pornografija. Ogromno je teh skušnjav, ki človeku preko računalniškega medija nudijo pestre izkušnje. Zato marsikdo, ki je na vodilnem položaju, ki planira posel, uporablja dodatno kot pripomoček fizična sredstva. Mnogi vodilni ljudje ne uporabljajo zgolj računalniškega koledarja in planerja za načrtovanje, temveč se zanašajo na fizični planer. Ker vse, kar je fizično, človeku omogoča stabilnost. Računalniško okolje pa je zelo dinamično, nestabilno, stalno se spreminja. Je hitro kot elektrika, kot blisk. Papir
papirnati planer pa je tukaj, se ne spremeni, lahko ga vtipamo, z njim pišemo z roko, ki je fizični predmet, je del našega fizičnega telesa. In za uporabo fizičnih sredstev upočasnimo svoje delovanje in svoj Tudi pri načrtovanju poslovne strategije se priporoča uporabo pisanja po tabli, uporabo poslovnega kanvasa za konstrukcijo poslovnega modela svojega podjetja, svoje podjetniške ideje. Izziv je torej kombinirati oboje in ne zanemariti fizičnih stvari, kajti če se preveč zanašamo samo na računalnik, na digitalne oblike naših delovnih orodij, potem se človek lahko hitro izgubi v postane odzemljen, izgubi zavedanje svojega fizičnega telesa in potem tudi začne neodgovorno delovati na tem svetu. Sebi in tudi vsem ostalim torej priporočam kombinacijo obojega, torej tako uporabe računalniških, digitalnih, informacijskih orodij, ki so v sedanji družbi nepogrešljivi, ter tudi čim bolj intenzivno uporabo fizičnih sredstev za načrtovanje, ker ta imajo moč, da človeka prizemljijo in upočasnijo nemirni Hvala za posluh in nasvidenje.